Pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Pokojne pripadnike vojaškega letalstva bomo počastili z minuto molka. Slava jim! Z današnjim slovesnim postrojem pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva bomo obeležili dan vojaškega letalstva, ki ga praznujemo v spomin na prvi bojni polet 3 letal dvosedov Ljubljanske stotnje 12. januarja 1919. leta. Ob tej priložnosti med nami pozdravljam državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, magistra Miloša Bizjaka in namestnika načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Alana Gederja, ter ostale cenjene goste. K besedi vabim poveljnika 15. polka vojaškega letalstva, polkovnika Bojana Breclja. Spoštovani državni sekretar Ministrstva za obrambo, magister Miloš Bizjak, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alen Geder, spoštovani župani občin Brežice, gospod Ivan Molan, Krško, gospod Miran Stanko, Sevnice, gospod Srečko Cvir, Kostanjevice na Krki, gospod Vlatko Petretič, spoštovani predstavnici lokalne skupnosti, spoštovani upokojeni pripadniki, spoštovani pripadnici in pripadnike Slovenske vojske in enot 15. polka vojaškega letalstva, cenjeni gostje. Dobrodošli in lep pozdrav na slovesnosti ob prazniku vojaškega letalstva Slovenske vojske. Leteti, izziv naših prednikov in danes za marsikoga od nas ustaljena praksa. Toda privlačnost steklenih ptic in večna želja po letenju ostajata. Še več, meje prej nemogočega so iz leto v leto prekoračene. Pred več kot 100 leti, le nekaj let za prvim poletom bratov Wright, je 2 metra visoko in 60 metrov daleč poletel prvi Slovenec Edward Russell. Tudi v vojaškem letalstvu smo Slovenci močni že od začetka, saj je bil slovenski delež, na primer letalstvo prve slovenske vojne, večji, kot bi pričakovali. Slovenci smo bili zastopani v vseh strukturah tega rodu vojske, kot poveljujoči častniki in izvidniki, kot piloti in pomožno osebje, pa tudi v letalski industriji in konstrukciji. Vojaško letalstvo Slovenske vojske je začelo pisati svojo zgodovino s prebegom pilota majorja Jožeta Kalana in letalskega tehnika praporščaka Bogomirja Šušterja, ki sta pred 25 leti, natančneje 28. junija 1991, se helikopterjem Gazela preletela iz mariborske vojašnice v vrste slovenske teritorialne obrambe. Eden zadnjih in večjih uspešno realiziranih ciljev vojaškega letalstva Slovenske vojske danes je oblikovanje 15. polka vojaškega letalstva in preoblikovanje letalskih enot, ki so v zadnjem letu na prvi pogled nedosegljive cilje z znanjem, izkušnjami, strokovnostjo, vztrajnostjo in medsebojnim sodelovanjem dosegli. Kot poveljnik letalskih enot vojaškega letalstva Slovenske vojske s ponosom trdim, da ste naloge opravili profesionalno in strokovno, ter tako doma kot v mednarodnem okolju uspešno predstavljali vojaško letalstvo Slovenske vojske. Še posebej smo lahko ponosni na naloge izvajanja nadzora in varovanja zračnega prostora Republike Slovenije ter na sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, katere pa brez ustrezne podpore letaliških služb in vzdrževanja letalnikov ne bi mogli zagotoviti v takšni meri. Izkoristil bi to priložnost tudi, da se zahvalim vojaškemu letalstvu Kraljevine Belgije in njihovim prisotnim pripadnikom za nesebično in takojšnjo strokovno pomoč pri izgradnji modulah za helikoptersko medicinsko evakuacijo, ki z novim letom del NATO-vih odzivnih sil. I want to use this opportunity to express my appreciation to the Belgian Air Component for their expert assistance in the construction and preparation of Medevac helicopter model
which since the beginning of New Year constitute a NRF NATO capability. Leto pred nami bo razgibano in pestro, čaka nas veliko zahtevnih nalog, med njimi tudi izvedba 5. zapovrstjo mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike, ki bo v začetku junija potekala na širšem območju Republike Slovenije v sodelovanju z zavezniškimi državami. Istočasno pa tudi nadaljujemo s preoblikovanjem in nadgradnjo že doseženih. Spoštovane pripadnice in pripadniki vojaškega letalstva, vsak izmed vas je za 15. polk vojaškega letalstva neprecenljiv. Močni smo toliko, koliko je močan naš najšibkejši člen. In v tem imenu moramo in lahko le vsi skupaj z osebno zavzetostjo dosežemo zastavljene cilje. Vsem pripadnikom letalskih enot Slovenske vojske iskreno čestitam in si želim še naprej tako homogen kolektiv kot ste, predvsem pa vam želim skupaj z mano veliko uresničenih ambicij. Čestitam in hvala. Hvala vam, poveljnik. Pred mikrofon vabim današnjega slavnostnega govornika, državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, magistra Miloša Bizjaka. Spoštovani namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, spoštovani pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, spoštovani župani občin Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes z vami ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva. Vojska in letalstvo sta na Slovenskem tesno povezana že skoraj 100 let. Decembra 1918 sta namreč bili ustanovljeni Mariborska in Ljubljanska stotnija, kjer se pod okriljem mojstrovih enot leteli slovenski piloti. Tudi v kasnejšem obdobju smo Slovenci veljali za letalski narod in tako velja še danes. Vi, pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, danes združujete vse letalske enote Slovenske vojske in ste zelo pomembna komponenta naših obrambnih sil. Naloge, ki jih opravljate, so izredno pomembne za nacionalno varnost, sodelujete pa tudi v mednarodni operaciji KFOR na Kosovem. Poleg tega prispevate neprecenljiv delež k uspešnosti slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči, s čimer neposredno pomagate državljanom in državljankom, ki se znajdejo v veliki stiski. Drugo polovico leta 2015 je zaznamovala operacija Migrant, v kateri je polk deloval v podporo policiji in civilni zaščiti ter poveljstvom enotam Slovenske vojske, ki so bile nastanjena v vojašnici Jerneja Molana. Brez volje in motivacije vsakega posameznika, od vojaka do častnika, 15. polk lani ne bi mogel opraviti vseh nalog. Poleg tega ste delovali na mednarodnih in domačih vajah. Dežurna posadka 151. helikopterske eskadrile Slovenske vojske je lani v reševalnih akcijah posredovala kar 226-krat, od tega 132-krat pri reševanju v gorah in 94-krat z zagotavljanjem helikopterske nujne medicinske pomoči. Pri tem je prepeljala 254 poškodovanih ali obolelih, 520 reševalcev in kar 29 ton opreme za prvo pomoč in naletela 270 ur. Javnost je zelo dobro sprejela tudi humanitarno noto, ki smo jo dali Falconu. Letalo Falcon je lani začelo opravljati prevoze za potrebe Slovenije Transplanta in programa Atares. V okviru nalog za Slovenijo Transplant je 152. letalska eskadrilja do zdaj opravila 7 prevozov življenjsko pomembnih organov in zdravil, programu Atares pa 1 prevoz. Želim si, da bomo kljub izjemno slabemu finančnemu stanju uspeli zbrati finančna sredstva za obdobni servis Falcona, ki nas čaka v mesecu marcu, da bo Falcon to humanitarno dejavnost opravljal še naprej.
Ponosen sem, da ste opravili tako pomembno delo in zavedam se, da je bila prav vaša odločna usposobljenost odločilna, da je bilo rešeno marsikatero življenje. Zato bi rad pohvalil tudi vse prizadevanja, ki ga vlagate v skupno usposabljanje s pripadnikom Gorske reševalne zveze Slovenije, s prostovoljnimi poklicnimi gasilskimi enotami na vašem območju ter veliko pozornost, ki je namenjate civilnemu vojaškemu sodelovanju, pri katerem bi želel posebej izpostaviti sodelovanje z osnovno šolo Cerklje ob Krki, ki ste ji vojašnici zagotovili nadomestne prostore za izvajanje pouka. Rad bi izpostavil tudi projekt Takeval in NRF, kjer je 151. helikopterska eskadrilja pripravila vse potrebno za vključitev v premestljiv modul za helikoptersko medicinsko evakuacijo in vstop enote v NATO-ve hitre odzivne sile, kjer boste po potrebi delovali tudi s helikopterjem Cougar. 152. letalska eskadrila pa poleg prej omenjenih prevozov v okviru Slovenije Transplanta, programa Ataris in VIP prevozov letos načrtuje pridobitev akreditacije strani NATO in ameriške vojske za izvajanje usposabljanja usmerjevalcev združenega ognja. V 153. letalsko-tehnični eskadrili sami skrbite za vzdrževanje letalnikov, s čimer privarčujemo veliko sredstev, ki bi sicer morali nameniti za upravljanje teh storitev zunanjim izvajalcem. Med vašimi največjimi dosežki sta bila izvedba najbolj kompleksnega 5000-urnega pregleda na 3 helikopterjev Bell 412 ter uspešno končan razvoj in začetek uvajanja v operativno uporabo modula za vzdrževanje letalnikov Slovenske vojske, ki je nastal v sklopu projekta informacijskega sistema logistike ali skrajšano ISLOG. V okviru 107. letalske baze delujejo letališke službe, ki so leta 2015 zagotovile kar 1871 ur letenja, od tega 206 ur po noči. 107. letalska baza skrbi tudi za delovanje letališča, katerega prenova je v sklepni fazi. Finančno in kadrovsko bo podpora delovanju izjemno zahteven projekt in upam, da ga boste uspešno izvajali. 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora je lani uspešno opravil nacionalno preverjanje končnih operativnih zmogljivosti iz zračnih operacij, zaščite, sil in logistike. Trenutno v enoti menjujete glavno opremo sistema za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Aktivno ste sodelovali pri modifikaciji, certifikaciji in pridobitvi obratovalnega dovoljenja za radarske sisteme dolgega dosega ter uspešno uvedli v operativno uporabo radarske sisteme kratkega dosega. Letalska šola Slovenske vojske je leta 2015 uspešno izšolala in usposobila 2 pilota helikopterjev ter 2 pilota letal, ki bodo danes prestopili v operativni del letalskih enot Slovenske vojske. Naj izkoristim to priložnost in jim iskreno čestitam. Kljub finančnim težavam upam in verjamem, da boste lahko zagotovili operativnost vseh zmogljivosti. Skupaj z ministrico za obrambo Andrejo Katič si zelo prizadevava, da bi se obrambni proračun povečal. Deloma nam uspeva, vendar z doseženim nismo še zadovoljni. In bi s tem tudi vam omogočili nemoteno delovanje in razvoj. Zavedamo se tudi, da ste kadrovsko vse šibkejši, zato še enkrat hvala za ves trud in prizadevnost, ko izkazujete, da lahko polk opravi vse naloge. Znanje, ki ga imate posamezniki in posledično enota kot celota, je tisto, kar vam je v vseh letih od osamosvojitve do danes omogočalo visoko profesionalno izvedbo vseh nalog in posledično zagotavljanje visoke stopnje varnosti letenja. Zavedamo se, da s starostjo vaših letalnih helikopterjev se pojavlja vse več strukturnih in tehničnih okvar, kar povečuje stroške vzdrževanja.
O tem govori tudi število letalskih incidentov, ki jih povzročijo tehnične težave. Želim, da varnosti posvečate vso potrebno energijo in da ostanete na varni strani, tako kot do sedaj. Spoštovani pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, čestitam vam za številne dosežke, za to, da zgledno izpolnjujete naloge tako v nacionalnem kot mednarodnem okviru in da ves čas dokazujete, da delujete v dobro državljank in državljanov Republike Slovenije. Želim vam, da bi tudi v prihodnosti uspešno nadaljevali tradicijo slovenskega vojaškega letalstva in bili v odporu domovini, državljanom in državljankam. Hvala lepa. Hvala vam.